Pravite, da ste tehnik po stroki, pa družboslovec, ne? Ja. Kaj mislite točno vi s tem? To pomeni, da prisegam na principe, ki jih uvaja tehnika, ki jih ima tehnika. Da stvari morajo le na nek način biti dokazljive, morajo biti izvedljive, da je možno priti od točke A do B in da veš, čim priješ od točke A do B. Glede družboslovca po duši, to sem nekje zapisal, povedal, je pa tako, da me zelo zanima, kako ta tehnika vpliva na okolje, kako uporaba nečesa vpliva nazaj na tehniko. In sploh me družba zanima. Jaz sem imel ta hendikep, da v času svojega študija sem se v glavnem ukvarjal s tehniko, znanostjo, to je bil težek študij, tako da sem v glavnem preko branja ohranjal stik z družbenim sistemom, če lahko tako rečem. No, kasneje v svoji karieri sem prišel do ene take točke, ko sem rekel, zdaj se pa moram angažirati. In to se je zgodilo nekje konec 90-ih let, takrat, ko sem že bil profesor in sem imel neko, nočem reči varno zaledje, ampak dovolj znanja in dovolj oblikovan svetovni nazor za vse skupaj, da sem se podal v politiko, čemu so seveda nekateri kolegi šli. Zdaj, vaša spletna stran, strokovnjaki na tem področju jo ocenjujejo za precej dobro, v bistvu delijo nekako na 3 skupine in vi ste v tej prvi skupini skupaj z SD, SDS in LDS. Ne? Ja. Kdo so avtorji te strani, kakšna je strategija, delate to sami, torej člani stranke zdaj res, ali imate kakšne zunanje strokovnjake? Takole pri spletnih straneh, veste, naših konkretno, niti ni neke hude tehnologije v ozadju. In to je živ dokaz, da spletno stran naredi vsebina. Tako da tehnološki zalogaj, ki je za to spletno stranjo, je, bom rekel takole, simboličen, nočemo malovaževati sicer fantov, ki so to delali. To so v glavnem člani naše stranke, tako da nimamo nekih zunanjih izvajalcev. Jaz pri teh spletnih straneh, čeprav sem nekako iz te stroke, sodelujem v glavnem pri vsebini, tako da se s tehnologijo in z ozadjem niti ne ukvarjam. Dosti babic kilavo dete, tako da je boljše, da se skupine dogovorijo, kaj je kompetenca kateri. Veseli me, da so tako uspešni in brani. Zdaj, da internet še ne zmaguje volitev, smo si verjetno edini, da pa smo mrzli brez tega, ne? Ja. Tudi, kako zdaj gledate vi na to, da mogoče izven parlamentarne stranke se ne poslužujejo najbolj nagovora volivcev preko interneta? Ja, ne bi takole povedal. Jaz mislim, da internet, tako kot smo ga mi uporabili, lahko prispeva ogromno k notranji rasti stranke. Ker mi smo se skozi te komentarje, skozi spodnji dom aplikacije, ki omogoča participacijo, smo se učili, to priznamo. In naš program je nastal povsem participativno. Zakaj se pa drugi ne poslužujejo? Ne vem, morda nimajo dovolj mladih, iznajdljivih posameznikov, ki bi jim povedali, da so nekatere stvari preprosto rešljive, predvsem pa ne posvetijo morda časa temu, da generirajo informacije. Če pa želiš generirati informacije, pa moraš delati v ozadju. Verjetno ugibam. Sami omenjate, da tudi kot družboslovec vas zanima zasebnost na internetu ali ne. Kaj bi recimo bi vi podprli, da je možno voliti preko interneta, če navežemo na zasebnost? Ja, to je seveda odlično vprašanje, na katerega je težko na kratko odgovoriti, ampak prav, gledajte, potrebno je zagotoviti varne mehanizme. Zdaj, na računalniški ravni ti mehanizmi lahko rečemo, da so dosegli izjemno visoko stopnjo varnosti, ampak en zelo preprost problem nastopi na koncu. Kdo je tisti, ki se identificira? Kje lahko, kako, na kakšen način lahko autentificiramo, da vi glasujete svojo kartico, ne pa s kartico svojih sorodnikov ali pa znancev. Ta preprost problem nastopa, mislim, da ga je treba premagati, seveda zloraba je ne nazadnje kazniva, tako da bi šlo, ampak takole bom rekel, mehanizem, ki ga je nenadoma predstavil minister Virant in je hotel imeti drugi dan e-volitve, je bil tako nedodelan, da žal ne gre. Je pa to želja vsake vlade pred volitvami. Kaj pa se vam zdi? Zdi se, da je SDS podcenjeval svoje volivce, namreč mislim, v tej vladi
se to ni zgodilo? Vsekakor so žar ministra Viranta zelo hitro ugasnili takrat. Ne, torej, volitve samo na internetu ali obe varianti? Vedno obe varianti. Aha, to sem vam hotel povedati. Poglejte, pri Dursu se je zgodil paradoks. Ne? To je bila praktično edina najbolj uporabljena aplikacija. To, da si prijavil dohodnino preko interneta. Ampak seveda so tako poenostavili oziroma so naredili samodejno izpolnjevanje dohodninskih, kako se temu reče, teh obrazcev, da aplikacija po njihovem ni več potrebna, ampak jaz pravim, ker ne deluje namreč. Seveda, da je potrebna. Mislim, vsako pritožbo ali pa vpogled samo svojo odločbo, dohodninsko odločbo, moraš še vedno narediti preko interneta, moraš imeti to možnost, da jo narediš preko interneta, čeprav potrebe ni. Tako da smo se tu res srečali z enimi paradoksi, ki so malce nenavadni. Veste, s to e-upravo je en velik problem ta, da nihče med nami, državljani, ne uporablja vsak dan teh storitev. In veste sami, kako je, če nekaj storitve ne uporabljaš vsak dan, se moraš vsakič znova priučiti, oziroma vsaj dovolj pogosto, ne vsak dan. Glede, torej tudi ta folklora okoli volitev vam je všeč? Pohana kura pa Gvant? Jaz trpim pri tem, veste, to kar priznam. Ampak se zato tudi naš način oglaševanja in sploh pristopa do volivcev povsem drugačen. Mogoče bomo pa res kaj pekli, ne vem, ampak to prepuščam tudi širši ekipi. Ne bo kura, zanesljivo ne. Če vas vprašam recimo za značilnosti vaše stranke, programa, ki bi recimo volivca lahko prepričal, da ste drugačni od drugih strank? Uvodoma bi rekel odprta družba, odprta participativna demokracija. Mi se nismo posvetovali samo v tem predvolilnem času, ampak če nam bo dano, se bomo posvetovali tudi naprej z javnostjo. To je naporno, no? Ampak je vredno tole narediti. Drugačen pogled na okolje, ne? To so že povedala. Morda velik poudarek na izobraževanju, usposabljanju, ker družba znanja je tisto, kar je izjemno pomembno. To je izraz, ali pa nekaterim pravijo sicer floskula, jaz ne, ki bo aktualen še dolgo časa. Namreč, če si izobražen, če imaš neko kilometrino v sprejemanju znanja, podajanju, se lahko odločaš. Medijski zakon, vaša članica Majda Širca jo moti, da se spreminja z vsako vlado, bi ga pa tudi spremenila, ne? Če bi prišli v koalicijo. Kaj bi spremenili? No, tako ne rekel. Sprejemanje te verzije zakona je bila farsa. Mogoče smo si lahko edini vsi o tem, če si priznamo ali ne. Tako da je treba vzpostaviti neko stanje, ki bo to popravilo. Predvsem, mislim, glede sestave sveta, glede prvič in na začetku, pa seveda, kaj to sploh je, nacionalni interes pri javnem obveščanju, kaj mora javna televizija oziroma javni mediji, kaj mora početi. To je treba doreči. Tako da precej točk je, o katerih bi se lahko pogovarjali, ne nazadnje tudi financiranje programov, ki se zdaj nameni kar precej prostora in časa na relativno nedodelanih kriterijih, na podlagi študije, ki je še nihče ni videl, na primer. Ja. Tako da, medijska zakonodaja ne sme nastati na zelniku enega gospoda, pa tudi, ali pa gospe, pa tudi, če se ta gospod piše Grims. Kateri ali pa kakšen medij po vaše je dober medij? Mediji so danes konvergenčni, tako da so združeni v enem, verjetno bo tehnološka platforma kmalu internetni protokol in medije čaka težko delo. Bodo morali biti še bolj dinamični, kar že izkušajo marsikateri mediji, tako da ta spletna podoba bo prevladujoča. Sem prepričan, da se kombinira seveda z videom. Ne bi zdaj vaše hiše hvalili.